drage gledalke in gledalci televizije Exodus, dragi bratje in sestre, prisrčno pozdravljeni v postnem razmišljanju. Vstopili smo v veliki teden, ki je za kristjane najbolj pomemben teden cerkvenega leta, ko je v velikonočnem tridnevju zbrano vse tisto bistveno, kar kristjani živimo in iz česar kristjani črpamo za naše krščansko življenje. Velika noč je tako praznik, ki nas vabi na pot za Kristusom, na pot, ki je težka, ki je naporna, ki preko odpovedi, preko trpljenja in smrti vodi v novo življenje, v vstajenje, v večno življenje. Zato bi rad, da bi sedaj v tem razmišljanju danes najprej prisluhnili Božji besedi, odlomku iz Evangelija po Luku, o dveh sinovih. O dveh sinovih, ki sta vsak na svoj način ljubila svojega očeta. In ko sta iskala pot v svojem življenju, sta jo tudi vsak na svoj način najprej izgubljala in potem ju je oče oba našel. Pa zato prisluhnimo. Pripovedoval pa je še: neki človek je imel dva sinova. Mlajši je rekel očetu: oče, daj mi delež premoženja, ki mi gre. In razdelil jima je imetje. Nekaj dni na to je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem zapravil svoje premoženje. Ko pa je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je stradati. Šel je in se vsilil nekemu tamkajšnjemu meščanu, ki ga je poslal na svoje posestvo svinje past. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je torej vase in dejal: koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj od lakote umiram. Vrnil se bom k očetu in mu rekel: oče, grešil sem zoper nebesa in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega svojih najemnikov. Vstal je in šel k očetu. Ko pa je bil še daleč, ga je oče zagledal. Ves ganjen je pritekel sinu naproti, ga objel in poljubil. Sin pa mu je rekel: oče, grešil sem zoper nebesa in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Oče pa je naročil svojim služabnikom: brž, prinesite najboljšo obleko in ga oblecite. Dajte mu prstan na roko in čevlje na noge. Pripeljite pitano tele in ga zakolite, ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel, bil je izgubljen in je najden. In začeli so se veseliti. Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal: kaj je to? Pojasnil mu je: tvoj brat je prišel. In oče je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega nazaj. Razjezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal. On pa je dejal očetu: poglej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi nisi še nikoli dal niti kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je s hotnicami zapravil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele. Oče pa mu je odvrnil: sin, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Gostiti in poveseliti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, bil je izgubljen in je najden.
to je Kristusov evangelij. Tako, drage gledalke in gledalci, evangelij, ki smo mu prisluhnili, je izvrsten primer bisera evropske zakladnice kulture, tako z literarnega vidika, še bolj pa z teološkega, duhovnega vidika. Pred oči nam postavi družino, očeta s svojima sinovoma, mlada človeka, ki sta med seboj zelo različna, mlajši sin, poln pričakovanja, kaj se bo zgodilo jutri, poln samozavesti in optimizma, da bi se otresel očetovega gospodovanja in zaživel svoje življenje, da bi torej postal sam svoj gospodar. Lepa in poštena želja, vendar pa je iz te lepe želje se kasneje izkazalo, da je mlajši sin vendarle živel preveč v oblakih, da ni bil še dovolj pripravljen na samostojno življenje in zato je v tej svoji samostojnosti hitro skrenil s prave poti. Jezus v tej priliki želi pokazati na držo Boga. Bog je namreč tisti, ki tukaj v tej priliki predstavlja očeta. In prav gotovo je oče, Bog, poznal svoja sinova in je tudi pričakoval, da bo mlajši sin nekega dne odpotoval v svet in da obstaja zelo velika možnost, da bo mlajši sin v svetu izgubil vse svoje premoženje. Ampak, ker ga je ljubil, mu je dovolil oditi. Čudovita podoba za današnje starše, čudovita spodbuda za vzgojitelje. Kljub temu, da vemo, da je mladi rod vedno v nevarnosti, da se bo izgubil na poti življenja, je prav, da mladim pustimo svobodo odločanja in da jih podpiramo s svojimi zgledi in z molitvijo. Oče iz današnjega evangelija je vsak dan čakal svojega sina, ker je bil prepričan, da se bo njegov sin nekoč vrnil nazaj domov. Čutil je, da njegov sin vendarle v svojem temelju pogreša dom in pogreša svojega očeta. Tako Jezus opisuje, kako je v tem času čakanja mlajši sin zapravil vse svoje premoženje. Mislil je, da ima veliko prijateljev, a v njegovi stiski se je izkazalo, da to niso njegovi prijatelji, da so zgolj ljudje, ki ga izkoriščajo, ker ima denar, ker ima materialne dobrine. Kako aktualna misel, dragi bratje in sestre, drage gledalke in gledalci, tudi za današnji čas. Kolikokrat se sodobnemu človeku dozdeva, da so materialne dobrine pravzaprav temeljno za naše življenje, da je pogoj za srečo to, kar imamo, in ne to, kdo smo. In ta usodna napaka veliko ljudi privede v trpljenje in v žalost, ki pravzaprav ne bi bila potrebna, če bi ob pravem času znali hišo našega življenja graditi na pravem temelju, na skali, ki je Bog, ki je Jezus Kristus in ki je Sveti Duh. Pa vendar Bog nas na svoj način vzgaja. Bog je najboljši vzgojitelj in najboljši pedagog. In tako je v današnjem evangeliju oče vzgajal tudi oba sinova. Morda se zdi, da ju je vzgajal oddaleč, pa vendar jima je obema bil zelo blizu. Bil jima je v srcu. Tako je mlajši sin torej zapravil vse, kar je imel, in je v času lakote skoraj izgubil svoje življenje. Vsilil se je nekemu meščanu, kakor smo poslušali v priliki, in tam prosil, da bi lahko pasel živino, bolj natančno svinje. Gre za natančno določitev ponižanja,
kajti vemo, da so v Izraelu bili prašiči, torej svinje, živali, ki so bile nečiste in jih Izraelci niso jedli. S tem je ta sin izgubil vse svoje dostojanstvo, da je torej se ukvarjal z tistimi živalmi, ki so bile nečiste. In bil je v takšni krizi, da bi jedel celo hrano od teh živali, pa vendar mu te hrane nihče ni dal. Ko je bil torej tako izgubljen, da bi skoraj izgubil tudi svoje življenje, se je ustavil in zamislil. Dragi bratje in sestre, zanimiva je ta pot človekovega življenja. Največkrat se človek ustavi in začne spreminjati žal takrat, ko pride do preizkušnje, bodisi do revščine, bodisi do bolezni, bodisi do nesporazumov z najbližjimi. Pa vendar tudi to Bog obrne v dobro. In tako je najmlajši sin v vsej svoji bedi in izgubljenosti spoznal, da se mora vrniti nazaj k očetu. Da služabniki njegovega očeta živijo boljše kakor on, ki je očetov sin. In še več, v tej svoji odločitvi se odloči tudi za pokoro. Odloči se, da ni vreden, da bi bil sin, ampak želi biti služabnik svojega očeta. Velika odločitev, odločitev, ki je zahtevala veliko ponižnosti. Zelo pomembna krepost, dragi bratje in sestre, ki človeku v 21. stoletju ni preveč povšeči. Ponižnost, ponižanje, kaj vendar to pomeni? Pomeni predvsem to, da noben človek ni najbolj pomemben na svetu. Pomeni zavedanje, da smo poklicani v občestvo in da moramo računati ne le nase, ampak tudi na druge. In da moramo dati v končnem smislu na prvo mesto našega življenja Boga. In kdor ima Boga na prvem mestu v svojem življenju, tam je tudi vse drugo na pravem mestu. To je tista krepost, dragi bratje in sestre, ki je temeljni kamen za pravo, pošteno in srečno življenje. To nam dokazuje tudi življenje mnogih neštetih svetnikov in svetnic cerkve. V tej svoji odločitvi je torej mlajši sin vstal in je šel k očetu. Zelo dobra omemba, vstal je in šel. Vera namreč ni v tem, da sedimo in da čakamo, ampak da se premikamo. Vera je v hoji, v sledenju Kristusu in na tej poti, ki ni neko brezciljno iskanje, ampak je romanje, more človek sam sebe spreminjati. Postaja človek drugačen. Bog je tisti, ki ga dela novega in bolj božjega in bolj svetega. Tako je mlajši sin torej prišel in priromal nazaj v očetovo hišo. Najbrž je v njegovem srcu bilo veliko strahov in dvoma, kako ga bo njegov oče sprejel, ali ga bo objel, ali ga bo nagnal. In vsi ti njegovi strahi so se v hipu razblinili, ko je zagledal, da mu oče prihaja naproti. Čudovita in najbolj popolna podoba Boga, ki nam jo je Jezus razodel. Bog je tisti, ki nas čaka. Bog je tisti, ki nam prihaja naproti. Bog je tisti, ki nas vedno prehiteva. Svojo ljubeznijo, svojim odpuščanjem in svojo zvestobo. In tako je torej oče pritekel do svojega sina, ga objel in poljubil. In ko mu je sin povedal, da mu je žal in da ni vreden, da bi bil njegov sin, temveč da želi biti njegov služabnik, tega oče niti ni želel slišati. In potem mu je dal obleko in prstan na roko in čevlje na noge. Vse to v biblični govorici predstavlja novo dostojanstvo, ki ga je ta sin prejel, ko se je vrnil k očetu. Ko je izgubil obleko, je namreč izgubil svoje dostojanstvo. Ko je izgubil prstan,
je izgubil tisto povezavo svetosti in lepote in ljubezni do očeta in do svojih družinskih korenin. In ko je izgubil čevlje, je izgubil svojo orientiranost in pogum v hoji na poti življenja. Vse to se mu je v trenutku spet povrnilo, zato, ker je spoznal svojo napako, ker je obžaloval svoj greh. Dragi bratje in sestre, tudi mi smo velikokrat podobni mlajšemu sinu. Tudi mi velikokrat izgubimo obleko, čevlje in prstan. Vse to nam pove, da smo resnično majhni, krhki in ubogi. In sveti postni čas, ki se že vedno bolj nagiba v velikonočno praznovanje, nas vabi, da bi se zavedali, da nismo sami, ampak da je z nami dobri Bog, da nas spremlja, da nas čaka, da nas kliče in da nas vedno znova prehiteva v svoji ljubezni in v svoji skrbi za nas. Kakor je presenetil izgubljenega sina, tako preseneča tudi nas. In potem, pravi evangelij, se je začela velika svadba. Svadba, ki predstavlja na nek način tudi podobo nebeškega kraljestva, kjer bo veselje in radost, kjer bo godba, kjer ne bo sovraštva, netrpljenja in ne bolečin. In sredi te svadbe, sredi tega veselja se pojavi starejši sin. Zanimiva podoba zemeljskega življenja. Tukaj še ni vse popolno. Ko se nekdo veseli, drug žaluje in obratno. Ko nekdo trpi, se drug veseli. In tako doživlja starejši sin ob veselju očeta nad sinovo vrnitvijo žalost in ljubosumje. Namesto, da bi se veselil, da je spet dobil nazaj svojega brata, mu ni prav, da se oče tako posveča bratu, ki je v svojem življenju vse zapravil. Tudi v tem sinu, dragi bratje in sestre, dragi gledalci in gledalke, moramo videti vsakega izmed nas. Koliko je tudi v nas ljubosumja, koliko je tudi v nas nelagodja, ko mislimo, da smo zaradi vere v Jezusa Kristusa več kakor drugi. Ko mislimo, da bo Bog dal nas na prvo mesto in mislimo, da imamo zaradi rednega obiskovanja nedeljske svete maše večje pravice kot drugi. Napaka in napačno in narobe. In v evangeliju smo slišali, kako blago oče potolaži svojega starejšega sina. Vsi smo Božji otroci in poklicani smo k temu, da drug drugega na poti svetosti podpiramo, da drug drugemu pomagamo, ne da drug drugega oviramo, kajti le s pomočjo in medsebojno ljubeznijo drug drugemu pomagamo graditi nebeško kraljestvo in večno prihodnost. To je program, ki nam ga daje Jezus Kristus, in to je naloga cerkve v času, v katerem živimo in v vseh časih. Oče je torej potolažil tudi starejšega sina in mu povedal, da nima prav, da je ljubosumen na svojega brata. Usmeril ga je v tisto ljubezen, ki presega vsako človeško razumevanje, ki je Božja ljubezen. Bog pa daje, pravi svetopismo, sonce vsem, dobrim in hudobnim, starim in mladim, bolnim in zdravim, kajti Bog ljubi vsakega človeka in dopušča možnost, da se bo spreobrnil še tako velik grešnik. Bog nad nobenim človekom nikoli ne obupa. In to je tisto veselje, dragi bratje in sestre, ki nam ga razodeva sveti postni čas in velikonočni praznik, v katerega bomo, lahko rečemo, že čez nekaj ur stopili. V obeh sinovih iz današnjega evangelija moramo videti dva primera ali dve drži vere v Boga. Prva drža, ki jo ima mlajši sin, je drža pretirane svobode. Lahko naredim karkoli, Bog mi bo vse odpustil. Bog je daleč.
V meni je dovolj moči, da lahko spremenim ta svet. In ta svoboda vodi v liberalizem, vodi v kaos, vodi v trpljenje in žalost. Pravi odnos je nasproten, je zrel in harmoničen, računa na Boga in tudi na lastne človeške moči. In drugi primer, druga drža napačne podobe in odnosa do Boga je starejši sin, ki je suženjsko predan ukazom in črki, ki ne zna razmišljati svojo glavo in misli, da bo prav s tem, ko bo natančno izpolnjeval ukaze in zapovedi, dosegal večno srečo. Tudi ta odnos ni pravilen. Bog nam je dal pamet in razum in svobodno voljo, da bi se odločali z ljubeznijo, z veseljem in z radostjo, ne pa prisiljeno, da bi torej bili svobodni Božji otroci in bi naše življenje ravnali ne po črkah, ne po zakonih, ampak iz pristnega odnosa do Jezusa Kristusa. Le v njem postanejo zapovedi resnično življenjske in postanejo navdih za moje in za tvoje življenje. Tako, dragi bratje in sestre, nam evangelij, ki smo ga poslušali, daje veliko iztočnic in navdihov za naše življenje. Kajti vse življenje zorimo za nebeško kraljestvo. In kdor pravi, da je storil že vse, se zelo moti. Dokler smo na tem svetu, dokler smo romari proti nebeški domovini, lahko vedno storimo še nekaj več. Lahko vedno poglobimo še bolj našo vero, upanje in ljubezen. In prav gotovo je osnova in pogoj za tako rast notranje duhovno spreobrnenje. To pomeni boj, ki ni boj z drugimi, ampak boj samim seboj. S tistimi stvarmi, ki so v nas mračne, ki so v nas temne. In velika noč pomeni prav zmagoslavje, ki se dogaja v našem srcu, v naši notranjosti, ko se borimo samimi seboj. In Bog daj, drage gledalke in gledalci, da bi tudi v tem velikonočnem prazniku, v katerega stopamo, vsaj nekaj bojev prešli in jih zmagali. Da bo tako resnično, ko bo prišel čas, vse to, kar delamo, za kar se trudimo, za kar živimo, ovrednoteno in da bo od vsega, kar delamo, res veliko ostalo. Ne v materialnem smislu, ampak v smislu dobrih del. Kajti vemo, nič ne bomo odnesli, kakor pravimo po domače, na oni svet, ampak samo to, kar smo dobrega storili, to bo ostalo zapisano v zlati knjigi v nebesih. Zato vam, drage gledalke in gledalci, voščim lep dan, blagoslovljen veliki teden in blagoslovljen velikonočni praznik. Bog vas blagoslovi.